Zdravljeni, z vami sem Inka Gantar in danes bom govorila o tem, kako poskrbeti ali pa zmanjšati valunge v meni. Se pravi, kaj bi bilo prav, da ženska ve, ko se približuje meni in ko je v meni, se pravi v tem obdobju notranjega preporoda. No, zdaj najprej preden bom šla na temo, za vse tiste, ki imate moje knjige. Ko imajo hormoni žur, tukaj od zadaj je rdeče poglavje, se pravi, kaj lahko naredite, ko zaostaja menstruacija na 379 zelišča, ki podprejo hormonsko delovanje. Potem gremo naprej, ko imajo čakre žur. Tukaj imate pa pri spolni čakri, kar precej napisan tudi, ko je mena, se pravi, spolna čakra deluje na harmonijo celega telesa, na strani 104 in v bistvu tukaj noter je pol kar naprej vse opisano, kaj bi ženska mogla vedeti glede mene. In tukaj, čakajte, vam bom točno povedala, kaj lahko sami naredite, da se uredijo spolni hormoni, se pravi predvsem vročinski oblivi v meni, na strani 116 v knjigi, ko imajo čakre žur. No, zdaj vam bom pa razložila to, kar je moje mnenje oziroma kaj je pametno, da ženska naredi takrat, ko se začnejo pač valunge, ko vidi, da menstruacija zaostaja, da se mogoče začne rediti, da je nejevoljna. Kaj ji telo s tem sporoča? Prva stvar moramo razumeti, da ženska, ki prehaja v to obdobje modre ženske, verjetno bo nekaj določene stvari mogla zaključiti, ker se res obdobje rojevanja zaključuje in ker se to obdobje zaključuje, pomeni, da telo kliče potem, da se nekaj spremeni. No, zdaj pa, če gremo najprej na čaje. Čaje, ki jih potrebuje, so plahtica, plešec, ognjič, melisa, črna detelja, timijan in arman. In predvsem detelja, v glavnem tukaj cvet detelje, prav te rdeče detelje lahko celo damo v usta in ga požvečimo, ali pa ga damo na kruh namazan z maslom in je v bistvu to lahko odlična malca. Kaj vsebuje? Vsebuje naravne estrogene. Zdaj še eno zelišče ali pa zelišče, ki vsebuje naravne estrogene, je koromač. Tako da pametno je pač uživati hrano, ki vsebuje naravne estrogene, ker s tem si pač pomagamo pri tem, da se jajčniki ne tvorijo več toliko hormonov, da jih spodbudimo. No, naslednja stvar, kar je pametno. Prehranjevati se po načelu srednjega glikemičnega indeksa. Zaradi tega, ker srednji glikemični indeks uravnava sladkor v krvi, hkrati pa deluje na hormon lakote inzulin, ki se proizvaja v trebušni slinavki, ampak ta je pa direktno v povezavi s občutkom stresa. Se pravi, bolj kot sem v stresu, bolj kot imam neke situacije, ki me vrtinčijo, bolj sigurno bo ta hormon delal po svoje, posegala bom po neki hrani, ki mi zamaši trenutni občutek sladkobe in potem se počutim brez energije. Zato je tako pomembno, da začnem trenirati ljubezen do sebe. Se pravi, ker jaz treniram ljubezen do sebe, pomeni, zato ker se imam rada, dovolj spim. Zato ker se imam rada, poskrbim za to, da popijem zjutraj tiste zdrav zelišček, mogoče eliksir s kristali, mogoče zelen napitek iz zelene. Pač zato, ker se imam rada, si vzamem čas za sebe. Naslednja stvar, kar je pomembno, zato ker se imam rada, telo nahranim na 2,5 uri, ker moje telo pač potrebuje hrano vsakih nekaj ur in ne more laufati samo na meditacijo. Zato, ker se imam rada, poskrbim, da po 5. uri ne jem nič več sadja, nobenega alkohola, zaradi tega, ker moje telo potrebuje zvečer podporo za rastni hormon in zato, ker se imam rada, poskrbim, da moj zadnji obrok je sestavljen iz beljakovin in zelenjave. Pač to vse delam zato, ker vem, da moje telo, če sem ga mogoče do zdaj zlorabljala, pa terala, brez da bi pomislila, kako se počutim, je pa zdaj res čas, da rečem, moje telo je svetišče in zato ga hranim, podpiram,
z ljubeznijo. No, potem naprej, dobro, držite se načel zdrave prehrane, to je normalno, začnite dan s sokom zelene, ja, zaradi tega, ker zelena vpliva na spolne hormone, potem, zdaj smo pa še pri čaju. Kaj je pametno, da vsak večer pač popijete skodelico žajblja, to je na strani 117, ker prav žajbelj je tisti, ki vam bo pomagal pri tem, da se sčistijo strupi na celičnem bazi iz vašega telesa in žajbelj vsebuje rdečo prano. Zdaj pa kaj je rdeča prana? Pomeni, da je to energija, ki čisti spolno čakro, ki čisti temeljne vzorce, ne nazadnje. Potem zmanjšajte uživanje kave, ampak jaz sem videla pri mojih valungah, ni veza kava. Lahko jo popijem liter na dan ali pa nič, vedno je isto. No in ravno danes sem z eno gospo govorila, je rekla, meni se že meša od tega, kako naj zmanjšam to meno in te valunge. Eno stvar je, da se začnemo zavedati, in zdaj vam bom razložila tisto, kar je moje mnenje, ker tehnično sem povedala vse glede tega, kar moje telo potrebuje in to jaz delam. Ampak še vedno se mi zgodi, da imam valunge. In te valunge so dejansko povezane, glejte s čim, to je vijolični žarek očiščenja. Ko pridem do neke energije, ki vpliva na, tukaj piše, glejte, to je pa na strani 119 v knjigi, ko imajo čakre žur, do nečesa, kar pregreva moje telo, in tukaj je iz knjige Pranic Healing, overheating pomeni, da to pregrevanje povzroča neravnovesje na spolni in na korenski čakri, obremenjena je čakra solarnega pleksusa, se pravi, je nekdo z mano povezan preko solarnega pleksusa in v glavnem vpliva na hipofizo. Hipofiza je povezana, to je komandant vseh hormonskih centrov. In seveda, ko dregnemo neko polje, kar mene preogreva na čustveni bazi, mi moja duša pošlje vijolični žarek očiščenja. In ta vijolični žarek očiščenja je vroč. In je vročina, ki me zalije. No in potem sem tej gospe razlagala naprej. Se rekla, recimo, da imaš prijateljico. In ta prijateljica hodi k tebi, pa ti prinese šal, pa ti prinese pecivo, pa reče, ti si to lepa, koliko imaš lepe obleke, koliko imaš fajnega moža, koliko imaš vse lepo. In da je ta, pri tej gospe doma imajo pač podjetje in ta njena prijateljica, zdaj niti ne vem, jaz sem na pamet dogovorila, lahko je, a sem rekla, sestra, pač nekdo hodi njej v hišo in ji razlaga, kako je ona fajn in kako je vse super, mogoče ima pa ona velike težave s tem, da plačuje položnice. In vzadej je v osnovi energija zavisti. In ta zavist je povezana s tem, da vsakič, ko jo prinese, ne vem, pecivo v hišo, ona, ta gospa, ki prejme pecivo, poje njeno zavist. In normalno, da jo potem pregreva zaradi tega, ker je v svoje energijsko polje, ker to, kar pojemo, postane energija našega telesa, sprejela zavist in normalno, da jo potem pregreva, ker pač njena duša ji pošlje vijolični žarek, da to počisti to zavist. Ker to, kar pojemo, postane del našega telesa. Zato je tukaj zdaj tako sporočilo, bodite pozorni, darila, ki jih prejemate, kaj občutite v tem človeku. In tako na prvo žogo reče, se pa res, ta je pa toliko prijazen. Ne vem, lahko je bližnji sorodnik, lahko je neka bližnja prijateljica, lahko je bližnja sodelavka. Vedno so to najbližji ljudje. To niso ljudje iz drugega planeta, ki niti ne vejo, kako se pišete. Nikdar. In to overheating, se pravi pregrevanje, so povezane preko solarnega pleksusa in bodite pozorne, vi dame, ki vas zaliva, lahko nekaj ur, nekaj dni potem, ko pojeste od te dobre duše nekaj, vas zvije v želodcu. In ne morete povezati tega med sabo. Ampak halo, lejte, če je nekdo zavisten, normalno, da vas bo pregreval. In to pomeni, da je čas, da pač malo spregledate, ker hipofiza je povezana tudi
spregleda, da tančice stran in si dovoliti videti resnico. No, tako da v glavnem, za vse tiste, ki želite pozdraviti notranje pregrevanje, v glavnem počistite podzavestna prepričanja in ta podzavestna prepričanja so povezana s tem, moram biti tiho, moram biti srečna sploh, da me ima kdo rad, ja, hvala Bogu, da imam vse eno dušo, ki se spomne name, koliko je prijazna, se jaz bi bila čisto sama, če ne bi bilo to te duše, in nje mora biti zadaj strah pred samoto. No in potem naprej poskrbite za čim bolj mirno življenje, dajte na sebe naravne materijale in predvsem, glede na to, da čistite svojo podzavest, takrat se sprošča še več stresa, potrebujete, ampak tukaj pa res potrebujete omega 3 1000 mg, potrebujete C-vitamin 1000 mg in potrebujete E-vitamin, sej 300 mednarodnih enot, raj 500 mg, v glavnem. Vitamin E 500 mg, to je 118, na strani 118, ko imajo čakre žur. Imate točno napisan, kaj je treba narediti, zdaj pa naprej, kar je pomembno, morajo biti naravni vitamini, zato ker vaše telo umetnega ne prebavlja več in ko boste na tak način poskrbeli za svoje dobro počutje, boste vedeli, da se bojo stvari začele spreminjati. No in tukaj imate naprej na strani 120 podzavestni vzorci, ki delujejo na to, da vam spolna čakra deluje slabo, se pravi, da imate lahko dejansko težave s pregrevanjem. Takšna, kot sem grda. Dajte sprejeti svojo lepoto. Jaz sem s tem, sem grda imela kar precejšnje težave. Zaradi tega, ker kot v puberteti sem imela 15 kg več, kot jih imam danes, imela sem krive zobe, bila sem en tak grdi raček. In imela sem občutek, da moram biti srečna, da ima mene sploh kdo rad, tako kot da si ne zaslužim ljubezni. In glejte, strah me je sreče, strah me je izgubo sreče, nimam pravice do tega, da sem srečna, nisem dovolj dobra, za ljubezen moram prosjačiti, potrebo imam po samosabotaži, potrebo imam po prostituciji oziroma po razdajanju. In veste, če imate to potrebo po razdajanju, vi boste vse drugam dali. Si zame še dober. Čakaj, kje si pa zdaj tukaj ti? Ker menate pa učiti v pregrevanje, no zdaj pa čas, da sebe postaviš na prvo mesto, ker ti, če želiš peljati naslednjih 50 let življenja naprej, je pa dovolj. Dovolj tega, da tekaš za druge okrog, ampak čas, da narediš korake za sebe. Gremo še na sporočila, prehod v novo dobo. Jaz vem, da boste vse to počistile, drage dame, predvsem pa ne se bati energiji. No in danes tej gospe sem še rekla, naj gre čisto od zadaj, tukaj pri kronski čakri. Sem pisala tudi v črni magiji, govorila sem o tem strah meje energiji, govorila sem o svečenicah, o delfih in vsi tisti, ki predelujemo te kode iz preteklosti, mogoče zdaj čas, da to počistimo in da se spravimo v svojo moč in v svoj center. In to nas uči notranje pregrevanje. No, zdaj pa pojdimo pogledati še karte prehoda v novo dobo, ker to pa je mena, je prehod v novo dobo, da vidimo to, kar vam stvarstvo sporoča, da je ta trenutek za vas res pomembno. Zadnji video, ki sem ga snemala, je prišla karta Nebovzeti mojstri. Lejte, vijolični žarek očiščenja. Vijolični žarek očiščenja je tako neverjetno močen. To imate v knjigi, ko imajo duše žur in imate na strani, tukaj od zadaj, Nebovzeti mojstri. Saint Germain, to je inkarnacija svetega Jožefa, vijolični plamen čisti vse čakre, povezan je z ravnovesjem, z božjo alkimijo, z belo magijo. Gospodar vijoličnega plamena je Saint Germain. In potem Saint Germain pravi preko mnogih utelešenj. Jaz sem v nebovzeto bitje. A to ni bilo vedno tako. Ne enkrat ali dvakrat, temveč mnogo življenj sem hodil po zemlji, tako kot zdaj vi, omejen s smrtnim telesom in omejitvami fizičnega telesa. Bil sem v Lemuriji in na Atlantidi.
Videl sem dvige in padce civilizacij. Videl sem valovanje zavesti, ko se je človeštvo vrtelo iz zlatih dob v plimovanje družbe. Videl sem izbire človeštva in kako je z nakopičenimi izbirami zapravilo energije 100 000 let znanstvenega razvoja in celo stopne karmične zavesti, ki so iznad tega, kar ponujejo množične religije. In zdaj smo na tej točki, čisto nam kurjo pot, ko smo spet na točki, da lahko zapravimo s tem strahom tisočletja razvoja. In smo na pragu tega, da mi modre duše, svetle duše, stare duše, da se začnemo zavedati svoje moči. In ko ti prihajaš v to obdobje modre ženske, nisi za staro šaro, ampak si šele na začetku svojega delovanja. Do zdaj si čistila karmo, zato imaš zdaj oblive, zato da boš to dodatno skurla, prečistila in se začela zavedati svoje moči. In zdaj, ko greš naprej skozi to obdobje transformacije, ki ni enostavno, ki te premetava, tako kot valovi, se veste, ste bili že kdaj na kakšnem, ko pride val, pa te povala, pa nazaj, pa povala, pa nazaj, ko enostavno misliš, da te utaplja. Ampak v tistem valu, ki te zaliva, zdaj sploh, če ste bili kdaj v kakšnem takem valu, mogoče na kakšnih tropskih počitnicah, veste, da se iz tega reši samo na ta način, da se nehaš temu valu upirati, prideš do toliko moči, da nekako prideš izven dosega tega vala, ali greš bolj na globoko, ali pa na kopno. Kakor si samo tem, da te premetava, te bo potopilo. Gre se za to, da zbereš kančke svoje moči, vdahneš energijo življenja in da se rešiš iz primeža tega premetavanja. In to narediš samo tako z lastno močjo. Drugače do tega ne moreš priti. Ker ko te zaliva in ko hlastaš za tem zrakom, ne vem, če se vam je že kdaj to zgodilo, takrat te lahko samo potopi ali pa utopi. In zdaj kot človeštvo smo točno na tem prehodu in te lahko življenje tako močno premetava in po eni strani se oklepaš varnosti in veš, da to ni več življenje za tebe. In ta tvoja menopauza je darilo tvoje duše, da si vzameš pauzo. In da lahko vdahneš in ko boš vdahnila to energijo življenja, boš vedela, kje je tvoje mesto. Spet sem v kori poti, ker to je resnica in to je sporočilo nebovzetih mojstrov za vas. Drage svetle duše, ki se učite delati korake za sebe, drage dame. Zato imate valunge, ker se učite delati korake za sebe. Tako ste kot dojenček, ki se opoteka in ki hoče shodati in naredi korake, pa pade. In tako ste zdaj vi, samo da je drugo obdobje. In ko boste shodile, boste vsej svoji božanski moči, modre duše, ker je za vas dobesedno novo rojstvo. Tako da, drage dame, uživajte v tem svojem novem rojstvu, svojega notranjega preporoda in ko se boste začele zavedati, da te babe, ki so bile modre ženske, nekoč babuške, one so vodile svet. Sebi ste se nabrali dovolj modrosti skozi ta leta in skozi tisočletja, ki ste se rojevale in učile, da boste lahko začele delovati skozi svojo modrost. Tako da zato rabite pauzo, ki se imenuje mena. Tako da vse dobro vam želim v vašem življenju. To je to sporočilo za vas. Delajte korake za sebe in boste videli, da stvarstvo vas vodi tja, ker je za vas ta trenutek absolutno najboljše. Tako da uživajte na tem potovanju, ki se mu reče pauza od nečesa. Pustimo to meno. Pauza od nečesa, zato da pride novo rojstvo. Uživajte in vse dobro vam želim.